Pozdravljeni. Kolikokrat smo slišali frazo, da je v sodobni Formuli 1 najpomembnejši bolid? Izjava, ki se redno ponavlja v takšnih in drugačnih virih, a danes sem se odločil, da jo dam na preizkušnjo. Verjetno je vsakdo od nas večkrat zasledil frazo, da v današnjem času v sodobni Formuli 1 je konec koncev najpomembnejše imeti najboljši, najbolj dominanten bolid na štartnem razporedu in zmage ti ne morejo uteči. Kolikokrat smo to slišali v vezi, naprimer z Lewisom Hamiltonom? In verjetno se marsikdo spomni raznih izjav, kako so zmage Lewisa Hamiltona ter naslovi v navednicah manj vredni, ker jih je dosegel z bistveno preveč dominantnim Mercedesom. Stavek, ki ga je izrekel nekdo, ki verjetno o Formuli 1 ve zelo malo. Namreč imeti tisti najboljši, najhitrejši, najbolj dominanten bolid je nekaj, kar v Formuli 1 je prisotno že od vsega začetka. Namreč marsikdaj se pozablja, da je Formula 1 kategorija motošporta, kjer gre za združitev človeka in stroja. In treba je imeti tisto pravo kombinacijo, da se na koncu doseže uspeh. In že od samega začetka smo imeli šampione, ki so znali biti v pravem trenutku v pravi ekipi. Ne verjamete? Če govorimo o Lewisu Hamiltonu, ne moremo mimo enega izmed njegovih predhodnikov. Tu je Juan Manuel Fangio, El Maestro. Junak 50 let svetovnega prvenstva Formule 1. Tisti, ki je bil največji do prihoda Michaela Schumacherja in kasneje Lewisa Hamiltona. Lastnik 5 naslovov svetovnega prvaka Formule 1. In teh 5 naslovov je dosegel 4 različnimi znamkami. Namreč leta 51 je bil prvak z Alfa Romeo. V letu 54 je bil prvak tako z Maseratijem kot Mercedesom. Namreč sredi sezone je zamenjal ekipo. Leta 55 je vztrajal z Mercedesom, nato je bil za volanom Lance pri skuderiji Ferrari in leta 57 se je ponovno vrnil k Maseratiju in praktično dosegel svoj 5. naslov. Torej, ena izmed lastnosti Fangia kot voznika, kot šampiona, je bila tudi ta, da je znal v pravem trenutku izbrati pravi bolid. In to v 50 letih prejšnjega stoletja. Seveda ni vztrajal toliko časa pri Mercedesu kot Lewis Hamilton, ampak tu so v ozadju druge zgodbe, o katerih ne bomo razpravljali danes. A po drugi strani se lahko začnemo spraševati, a Michael Schumacher leta naprimer 1995 ni imel na razpolago najboljšega bolida? Ali Benetton B195 ni bil najboljši v dani sezoni? Seveda vsakdo izmed nas ima lahko svoje mnenje, ampak zato, da bi bili najboljši, so takrat pri Benettonu, predvsem Flavio Briatore, celo kupili liže, da so dobili motorja Renault. Zgodba, ki nam pove, da kljub talentu voznika je potrebno imeti najboljši bolid, če se hoče uspeti. In če nadaljujemo zgodbo Michaela Schumacherja, ko se je on in
praktično celotna ekipa takratnega Benettona preselili k Ferrariju, a niso na začetku tega tisočletja ustvarili serijo bolidov, ki so praktično 5 sezon bili najboljši. Torej, tudi takrat Michael Schumacher je imel na razpolago najhitrejši, najbolj dominanten bolid in z njim je seveda zmagal. A to ne pomeni, da pravzaprav bi lahko zmagal vsakdo, kolikor bi imel na razpolago tisti bolid. Se kdo spomni Rubensa Barrichello? Je on postal kdaj svetovni prvak? Ne takrat pri Ferrariju, kjer bi marsikdo rekel, saj je bil drugi voznik, ampak niti ne v sezoni 2009, ko se je po spletu naključij znašel za volanom Browna. Takrat je naslov osvojil njegov moštveni kolega Jenson Button. In seveda tu bi lahko našli nekaj zgodb, kjer je to pravilo prekršeno zaradi spleta okoliščin. Na primer, leta 1976 je svetovni prvak postal James Hunt. A dobro vemo, da Niki Lauda je imel ono grozovito nesrečo, da na zadnji dirki veliki nagradi Japonske je odstopil, ker se ni počutil dovolj dobro, da bi dirko nadaljeval in da ga je na koncu James Hunt prehitel za eno samo točko. Torej, vidimo, da je bil Lauda tisti, ki je z njegovim 312 T2 imel najboljši bolid v danem trenutku in ukolikor ne bi bilo takšnega spleta okoliščin, bi verjetno postal prvak on. A tu bom sedaj omenil še neko zgodbo, ki se bo marsikomu zdela tudi malce krivoskromska. Namreč veliki Ayrton Senna je ostal v srcu mnogih izmed nas, ampak zmeraj, ko je bil prvak Formule 1, je imel na razpolago najmočnejši bolid v tisti sezoni. To je McLaren MP4/4, najbolj dominanten bolid zgodovine Formule 1 do tega trenutka. In z njim je bil prvak leta 1988. Zgodba se je ponovila tudi v sezonah 90 in 91. In zdaj vprašanje, ki bo marsikoga tudi lahko spravilo do razmisleka. Zakaj se je Ayrton Senna sploh odločil prestopiti iz McLarena v Williams daljnega leta 1994? Zaradi simpatije do Franka Williamsa, zaradi želje po menjavi okolja ali zaradi prepričanja, da je v tistem trenutku Williams ekipa, ki je bila sposobna napraviti bolid, ki je bil najhitrejši, najmočnejši, najbolj dominanten na celotnem štartnem razporedu. Kljub simpatijam, kljub željam, kljub srčnosti, je verjetno Ayrton Senna v danem trenutku se odločil racionalno in je izbral ekipo, ki mu je ponudila največ. Žal, v tistem trenutku se je zmotil, a motiti se je človeško. In verjetno v sodobni Formuli 1 ne moremo mimo nekega primera, ki nam kaže v bistvu obratno sliko. In to je kariera Fernanda Alonsa, ki je praktično znal priti v, recimo temu, pravo ekipo v napačnem času. Koliko ekip je zamenjal do tega trenutka in praktično zmeraj zamudil lepo priložnost, da bi zbral kakšno zmago več, morda celo tretji naslov svetovnega prvaka. Da se vrnemo na začetek naše zgodbe in seveda k Lewisu Hamiltonu. Res prišel je v Mercedes v pravem trenutku, ko so začeli strmo pot navzgor. A njegov prestop se je zgodil med sezono 2012 in začetkom sezone 2013. Takrat
Ni bilo še jasno, ali bo Mercedes tisto, kar smo videli od začetka turbohibridne ere naprej. Tvegal je in seveda na koncu je imel prav. A lahko bi se zmotil. In tudi to je svojevrstna lastnost velikih šampionov, da znajo videti, kje je tista prava ekipa, kje so pravi inženirji z dobrimi idejami. In na to mi navdušenci marsikdaj pozabimo. Zato lahko odkritosrčno zatrdimo, da v Formuli 1 od nekdaj je bilo potrebno imeti najboljši, najhitrejši, najbolj dominanten bolid, ne samo sedaj, ne samo v zadnjem obdobju. In tudi Max Verstappen z Red Bullom RB19 je letos skorajda nepremagljiv. A za istim bolidom Perez ne kaže takšnih rezultatov, ker seveda tu kombinacija človeka in stroja ni tako dobra kot v primeru Maxa. Torej, lahko mirne duše trdimo, da ni vse tako enostavno, kot nekateri pravijo. Potrebno je bistveno več, tudi da bi razumeli, zakaj je razmerje sil na štartnem razporedu takšno, kot je. In zmage Maxa Verstappena in Lewisa Hamiltona niso prišle tako zlahka, kot si nekdo misli. Namreč, če bi lahko vse tako odpravila oba z levo roko, bi zmagali tudi drugi vozniki, ki jim pa to ni uspelo. Koliko naslovov, na primer, ima Valtteri Bottas. A seveda z mojim razmišljanjem verjamem, da marsikoga izmed vas ne bom prepričal. A videli smo v tem kratkem pregledu, da je ta lastnost voznikov šampionov prisotna od samega začetka svetovnega prvenstva. In to je nekaj, kar ne smemo spregledati. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.